Film prikazuje enega izmed možnih načinov obveščanja v primeru požara, gašenja in izvedbe delne evakuacije bolnikov. O delni evakuaciji govorimo, kadar je potrebno premeščanje bolnikov na sosednji oddelek. Film je namenjen zaposlenim v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana v pomoč pri izvajanju požarnih vaj in vaj evakuacije in je nadaljevanje filma o postopni evakuaciji bolnikov. Obvestilo o požarnem alarmu vedno dobi gasilec Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, lahko tudi varnostnik ali informator. Požar v shrambi. Požar v shrambi. Vsi zaposleni morajo biti seznanjeni, kje se nahajajo gasilniki ter usposobljeni za njihovo uporabo. Zaposleni morajo biti pri uporabi notranjega hidranta pozorni, da razvlečejo gasilsko cev tako, da ne ovira premestitve bolniških postelj, ter zapirajo oziroma priprejo vrata, da preprečijo širjenje dima po prostoru. Koordinacijo ukrepanja prevzame odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov in izvajanja evakuacije. V primeru zadržanosti ali odsotnosti katerekoli odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije na oddelku, jo nadomesti najbolj izkušeni zdravstveni delavec na oddelku. Najprej bomo evakuirali bolnike iz najbolj ogroženih sob, to so sobe številka 5, 6 in 7 in nato vse ostale sobe do vhoda na oddelek. Kadar je potrebno premeščanje bolnikov z oddelka na sosednji oddelek, mora odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov in izvajanja evakuacije z oddelka, s katerega se bo premeščalo bolnike, o tem najprej obvestiti odgovorno osebo za gašenje začetnih požarov in izvajanja evakuacije sosednjega oddelka. Šele potem o požaru in delni evakuaciji obvesti tudi ostale odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije v objektu in jih zaprosi za pomoč pri premeščanju bolnikov z njihovim osebjem. V primeru požara je potrebno bolnike takoj premestiti po hodniku, stran od nevarnega območja, preko vsaj enih požarnih vrat. Bolnike naj spremlja njihova medicinska dokumentacija. Pri sprejemu bolnikov iz sosednjega oddelka je pomembno, da prvo bolniško posteljo namestimo na koncu hodnika, kot prikazuje številka 1. Nato ji sledijo še ostale, vse do številke 15. S tem omogočimo možnost začasne nastanitve večjega števila bolnikov na oddelku. Ob evakuaciji bolnikov iz sobe za sabo zapirajte vrata. Praviloma oseba za gašenje začetnih požarov in izvajanja evakuacije na vratno krilo in tla pred vrati s poševnico označi, da je evakuacija v teku. Ko pa je evakuacija iz prostora končana, iz poševnice izpiše črko X. Če na vratih ali tleh pred vrati ni nobene oznake, pomeni, da se evakuacija iz tega prostora še ni začela. Pripomočki za označevanje so lahko flomaster, mikropor ali drugo. Zaposleni, ki so bili napoteni za pomoč pri premeščanju bolnikov, se morajo javiti na oddelku, kjer je prišlo do požara, odgovorni osebi za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, ki vodi premeščanje.
Bolniške postelje je potrebno namestiti na nasprotno stran bolniških sob. S tem omogočimo zaposlenim boljši pregled nad bolniki v bolniških sobah in sprejetimi bolniki na hodniku. Takšen način začasne namestitve omogoča zaposlenim tudi, da lahko uporabijo proste vtičnice za priklop medicinskih aparatov in opreme iz sosednjih prostorov.